Večer z Roškarjem. Dober večer. Organizacija MČM Slovenija je včeraj končala 7. generacijo programa MČM Professionals. V njem je 130 mladih talentov peljala skozi 10-mesečno izobraževanje in predavanja. No in izbor se je potem krčil in na koncu je se skrčil na 5 superfinalistov. In včeraj so na zaključni prireditvi dobili MČM Top Potential of the Year. Dejana Jezeršek, dober večer. Dober večer. To si pa Krtina? To sem pa Krtina. Čestitam. Hvala lepa. Dejana je menda nekdo, ki ne samo, da si res želi nekaj narediti in spremeniti v naši deželi, ampak po mnenju očitno tistih v komisiji to tudi zmore. Jo bomo spoznali v nadaljevanju, zanima pa me tudi seveda, kaj namerava narediti. Uživajo dobri glasbi na enki George Harrison. 7. generacija programa MČM Young Professionals je včeraj dobila svojega ambasadorja. Naziv MČM Top Potential of the Year 2017 je po izboru občinstva, komisije in medsebojnih ocen pripadel Dejani Jezeršek, ki je sedaj užival na Radio 1. Čau, Dejana. Živja. Dejva najprej razjasni, kaj ta naziv sploh pomeni Top Potential of the Year, nekaj s potencialnim povezano. Ja, tako je. Podjetja, ki so člani MČM-a, znotraj podjetja prepoznajo kakšnega perspektivnega mladega, ki ima ideje, ki je pozitiven, ki je že lider ali ima potencial, da to postane, in ga vključijo v program Young Potential. In potem imamo ta izobraževanja, 10 mesecev, in ta izobraževanja so res iz različnih učimo se o prodaji, učimo se o javnem nastopanju, o marketingu. Komunikacija, vse pač, kar rabiš, da si. Tam nam predavajo, v glavnem so to člani tudi MČM-a, kakšni na vodilnih funkcijah, tako da imajo že nekakšno vlogo mentorjev, da nam pomagajo, da morda z njimi preskočimo kakšen korak, tako da oni res nesebično delijo znanje z nami. In potem to, seveda, na tebi je, koliko tega preneseš v prakso, koliko tega odneseš, kako si aktiven, in res se splača, no. Glede na to, da si torej zmagala, zdaj, če po domači povemo, si ti potencialna liderka enega zelo uspešne firme ali pa kakega večjega projekta ali pa kakega organizacije bodoče. Ja, sem že, ali imam potencial, oziroma mene so zbrali zdaj kot obraz te generacije. Tam nas je veliko takih, pravzaprav nas je bilo sigurno 30, ki bi komot ta pokal prejeli včeraj, ampak seveda nekoga je treba izbrati. Tako da, ja, v meni so prepoznali, da imam te nekak lastnosti, se pravi optimizem, da si upam, da sem drzna, da imam ideje in da verjamem, da se da nekaj spremeniti. Ok, kje pa delaš, v katerem podjetju? Delam v jezikovni agenciji Language Sitter. A je kakšna razlika med jezikovno šolo in jezikovno agencijo? Mi smo, dobro, zdaj za lažje razumevanje dostikrat uporabimo tudi kar jezikovna šola. Ampak kar je mene že od samega začetka motilo je, da jezikovne šole ne samo, da prevzamejo ime šola, ampak tudi te principe dela. Se pravi, da imamo učilnico, imamo učitelja in delamo po učbenikih. In zdaj te bom jaz tukaj ustavil. No, ti si se odločila, da boš jezike učila na drugačen način. To bova pa razkrila v nadaljevanju. Stani na enki. Zmagovalka projekta MČM Young Professionals Dejana Jezeršek je v studiu Radia 1, ambasadorka te generacije, ki lahko spremeni svet. Dejana, ti si soustanoviteljica podjetja Language Sitter in, koliko vem, pri vas malo drugače učite jezike. Daj malo več povej o tem, kako počnete te zadeve. Tako je. Mi izhajamo iz tega, da ima vsak posameznik svoje potrebe na jezikovnem področju. Pa preden sploh pridemo do samega učenja, sem videla, da je treba spoznati posameznika in videti, kakšna prepričanja ima o jeziku, kakšne izkušnje je imel v preteklosti z učenjem tega jezika. In res pogosto se izkaže, da gre za eno nesamozavest, zato ker imajo neke, kaj bom rekla, ene rane iz šolskega obdobja. Saj veste, velikokrat nas učijo tega perfekcionizma, veliko je poudarka na slovnici in uči se skozi ene vsebine, ki pogosto nas niso zanimale. In jezik smo tako spoznavali skozi slovnico in namesto, da bi primarno funkcijo jezika spoznali, se pravi, da lahko komuniciramo z nekom
o temah, ki bi jih sicer govorili v slovenskem jeziku z nekom v Sloveniji. V tem jeziku, torej nekega se hočemo naučiti. Ne? Tako so vsi preobremenjeni s past perfect pa slovničnim strukturami. Ja, vsi imamo travme s tem past perfectom, ja, iz srednje šole. Tako. In mi smo rekli, dobro, jezik je res nekaj uporabnega. Dajmo se pogovoriti z vsakim, kaj potrebuje, dajmo učiti skozi vsebine, ki ga zanimajo, ki so mu relevantne. In tako smo začeli... V prvi vrsti smo očrtali vse učbenike, delovne zvezke, karkoli že to je, in smo rekli, povejte nam, kaj želite, kje so vaši izzivi v tujem jeziku, in mi vam bomo pripravili gradiva iz tega področja. In prineste svoje gradiva, se pravi, včasih prinesejo stranke svoje maile, svoje kataloge firm, tipska sporočila, da res vidimo, kaj potrebujejo, in potem delamo na tem. Ključnega pomena je bilo tudi to, da sem videla, da je veliko podjetnikov, ki me pač obkrožajo, veliko je bilo takih na kakšnih vodilnih funkcijah, ki so imeli zelo nepredvidljiv urnik. Se veste, ni več tega urnika od 8 do 4 ali 7 do 3. In težko je bilo reči, ja, ob sredah, ob 7 se bom pa učil jezika in bom prišel k vam. In zato sem rekla, dobro, optimizacija časa je tem ljudem zelo ključnega pomena. In smo rekli, dobro, učili bomo kadarkoli, kjerkoli, vi povejte, kdaj, se bomo sproti dogovarjali, ni nam treba povedati naprej. Tako da naš cilj je bil, da delajo dve muhi na en mah. Se pravi, da se učijo jezika medtem, ko delajo že v tistem jeziku. Da so čim prej samostojni, da takoj prenesejo znanje, to, kar so se naučili v prakso. In slovnico seveda se moramo dotakniti, ampak slovnica je čisto vsem povedanem, vsem napisanem, ni zdaj potrebno si izmišljati neke primere, ampak so v mailu, ki so ga v tujem jeziku dobili, tam je že slovnica. In uči se 1 na 1, torej jaz se lahko učim s tabo, če hočem španščino, me boš ti učila španščino. Tako je. Osebno, sam, kje pa, pri vas ali doma? Ali? Lokacijo izbere stranka, tako kot čas učenja in vsebine. Tako da, kot sem rekla, optimizacija časa je zelo pomembna. Mi dobro učimo tudi, spremljamo na poslovne sestanke. Jaz sem tudi že učila med tekom porožnikov, tako da stranka zbere. Kako dejansko v praksi to poteka in pa tudi, ali si to sploh lahko privoščimo v nadaljevanju na enki? Večer z Roškarjem. Dober večer, zmagovalka projekta MCM Young Professionals Dejana Jezeršek je v studiu Radia 1, je soustanoviteljica podjetja Language Sitter, jezike pa učijo malo drugače, in sicer 1 na 1, brez delovnih zvezkov, brez učbenikov, brez razreda, brez šolskih ur. In daj vas zdaj, Dejana, konkreten primer. Jaz bi se rad naučil španščino in to si zdaj nisem izmislil zaradi primera, ampak si res želim. Enih 5 besed znam, Despacito zaradi te pesmi, ki se zdaj skozi vrti, pa Gracias, pa Por favor, pa recimo, rekla si, da si lahko področje izberem, ker me zanima, glasba me zanima. Kako se bo zdaj učila španščina? Kaj je tvoj cilj? Da bi znal, ko potujem tja, ker skozi vsako leto tja potujem, vsaj osnovno govoriti z ljudmi v trgovini, zunaj naročiti pijačo, pa da bi malo bolj razumel besedila pesmi v španščini, ki so zdaj ekstremno popularna. Ja, takoj na začetku bi že te v španščini nagovorila, ker to je prvi šok vseh strank, sploh te evropske jezike, ko rečejo, znam 5 besed. Potem pa ti začneš govoriti v tem jeziku in te razumejo. Ker praktično pri teh letih je nemogoče ne znati, saj malo razumeti teh jezikov, in ko rečejo, ne znam nič, to je nemogoče. Ne rečem, če bi bila kitajščina ali pa kakšen drug jezik, ampak to pa ne. Okay. Tako da s tem se že malo samozavest začne graditi, ko vidiš, da saj nekaj pa vseeno znamo. Potem pa bi te najprej opremila s uporabnimi frazami. Se pravi, meni je prvi cilj, da ti po 10 minutah pogovora z mano nikoli več ne obmokneš v tem jeziku. Se pravi, ponavadi delamo na frazah, kot je ne razumem, kako se reče, kaj to pomeni, tako da dejansko nikoli več ne ostaneš tiho, ker to je tista največja muka, da si tiho in gledaš kot tele v nova vrata. No, koliko časa bova pa potem rabila, oziroma kolikrat se morava dobiti, da bom lahko vsaj nagovoril koga ali pa ga pozdravil ali pa naročil pivo?
To se da zelo, zelo hitro. Te osnovne fraze, tudi španščina v tem primeru, to je jezik, ki gre hitro v oči, zelo je v uho, zelo je spevan in glede na to, da tudi na radiju delaš, si veliko z glasbo, domnevam, da imaš tudi posluh za to. Ja, imam. Ja, si zelo zgovoren, tako da absolutno se mi zdi, da je tebi še bolj boleče, če moraš biti tiho v eni družbi. Zelo neprijetno. Ja, bi šli zelo na te fraze, potem pa bi nadaljevali, bi to nadgrajevali, sigurno bi se zelo posvečali glasbi, ker v glasbi je zelo veliko slovničnih struktur, ki bi jih rabil, fraze so tam, rime so za lažje pomnjenje in tako naprej. Koliko me to stane, kje se lahko na tak način učimo in pa predvsem, kakšni so bodoči Dejanini projekti in kam se bo razvijala svoje podjetje čez nekaj minut? Dejano Jezeršek iz Ajdovščine so včeraj pri MČM-u razglasili za potencial leta 2017, je soustanoviteljica jezikovne agencije Language Sitter, ki jezike uči na 1-na-1, brez delovnih zvezkov in učbenikov, brez razreda in brez šolskih ur. In Dejana, jaz se torej pri vas hočem naučiti španščino, koliko me recimo zdaj taka individualna srečanja stanijo in pa predvsem koliko jih rabim, da se naučim se približno. Aha, cene so, zdaj če gremo tisto najnižjo, je od 25 evrov naprej. Je ura, ampak pri nas so ure 60 minut. Tako da včasih kdo malo to narobe skalkulira, ker ponavadi so na jezikovnih šolah ure dolge 45 minut. Tako da to je potrebno tudi potem malo preračunati. Koliko ur pa potrebuješ? Najprej vprašamo, koliko časa imaš. In potem na podlagi tega sestavimo paket. Paketi so tudi različni glede na prilagodljivost. Nekaterim je čisto v redu, da rečejo, ne, jaz bom kar ob torkih pa sredah hodil do vas ali pa pridite k meni v pisarno. In glede na to, da ne potrebujete prilagodljivosti časovne, so nižje cene. Potem pa imamo flexi paket, to so pa ti paketi, ko se sproti dogovarjaš. Lahko tudi prej pokličeš, pridi čez 2 uri in tako naprej. Potem pa imamo še ekstra, to pa je res, ko dobiš ne samo strokovnjaka za jezik, ampak tudi strokovnjaka iz stroke, s katere želiš se naučiti. Ok, zdaj ti si torej že zdaj lider oziroma si bila izbrana kot bodoči lider. Kakšen pa mora biti lider danes, da lahko dobro vodi firmo oziroma organizacijo? Več vrst jih je, sploh zdaj sem to videla. Že v podjetju Language Sitter, ko sva soustanovitelja, se je izkazalo, da sva čisto različna, ampak se super dopolnjujeva. Jaz zagovarjam liderstvo oziroma sledim temu, da zgledom si lider, da nekdo vidi, da si ti strokovnjak za nekaj in želi biti del tvoje zgodbe, uči se od tebe, to je meni. Ne pa strogostjo in dominanco. Ne, ampak recimo Mart, ki je zdaj tudi direktor našega podjetja, on pa je super deluje, on ima karizmo, njemu sledijo, on ima neko avtoriteto in je čisto drugačen od mene in mislim, da je ravno to je super, ker potem dobivava sodelavce enemu, to pa še enemu drugo, super se dopolnjujeva. Zdaj vi učite torej jezike na drugačen način, kaj pa nasploh šolski sistem in njegova prihodnost, kako jo vidiš? Ja, jaz vem, da se bo spremenilo, ker tako ne more iti naprej. Ker če bo šlo tako naprej, bo sam sebi namen in to je škoda. Z razvojem tehnologije res imamo dostop do znanja celotnega sveta in predvsem zdaj jaz, kot poučujem jezike, vem, da se bo spremenila drastična vloga učitelja. To sem sigurna. Kako pa? Učitelji po novem bojo sigurno bolj podobni temu, kar danes imenujemo mentori. Se pravi, da te bojo usmerjali, v tebi spoznavali potenciale, jih razvijali že v področje, ki te zanima in kjer vidiš prihodnost. Ok, jaz upam, Dejana, da boste čim več Slovencev naučili tuje jezike. Že zdaj nam tujci radi rečejo, da smo menda kar dobri v tem. Smo. In verjamem, da bo vaše podjetje pri tem še pripomoglo. Hvala in pa še enkrat čestitam za naziv. Hvala lepa. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Radio 1.